Facebook za svoje neodvisne preverjevalce dejstev postavlja ideološko strogo profilirane aktiviste, ki seveda informacije filtrirajo v skladu s svojimi osebnimi prepričanji in svetovnim nazorom. Tudi naš današnji gost je žrtev sprege Facebookovih operativcev in domačih aktivističnih fakt-čekarjev, tako imenovanega Centra za preiskovalno novinarstvo zloglasne Anuške Delić. Preiskava Sky News Australija je odkrila zaskrbljujoč poskus blokiranja politične razprave in poročanja, ki je financiran iz tujine in razkriva globalni sistem preverjanja dejstev, ki ga uporablja tehnološki velikan Meta kot neskladnega z lastnimi pravili nepristranskosti in preglednosti. Gospod Jelinčič, lepo pozdravljeni. Hvala, da ste prišli. Z veseljem. Glejte, doživeli ste popolno blokado vaše osebe na družbenem omrežju. Povejte nam, kaj se je zgodilo. Takole je, najprej je prišla tale zadeva. Jaz sem objavil fotografijo, ki sem bil pri teh svečkah dol na Dolenjskem, ki so ubili tistega šuterja, tako. In so napisali na Facebooku, we removed your photo, mi smo vam zbrisali in si piše tako, the photo may use language that attacks a person or group of people based on who they are. Skratka, fotografija govori o tem, kar bi lahko užalilo neke ljudi, ki so, kar so. Koga bi lahko užalile svečke namenjene, recimo, ne v spominu na mrtvega? Slovenske levičarje. Ja. Slovenske levičarje, ki to podpirajo. Ampak kaj nam to še enkrat dokazuje? Kdo je tam tale, ki to počne? In da gremo naprej, ta zadeva je potem eskalirala in je prišlo do tega, da so mi popolnoma blokirali stran. Piše, we suspended your page. Skratka, blokada in tam 120,000 sledilcev nima več možnosti videti, kaj je res v tej naši domovini. No in seveda smo mi vprašali, za koga je, in so napisali zaradi tega, ker je takole, piše tlele od spodaj, sovražno vedenje. Kako sem se jaz sovražno vedel? Pa so umaknili. Potem sovražno vedenje, fotografija je bila odstranjena. Še enkrat, sovražno vedenje, objava je odstranjena. Kako sovražno vedenje, če jaz nobenega nisem tamle direktno kontaktiral, ampak so mi brisali, ne? In hudo je to, ker sem tudi nekaj iz medijev objavil, recimo tole, to jih je bolelo. Vsakodnevno ustrahovanje in nasilje v novomeških šolah. To je bilo v medijih. Tudi to so vam umaknili. Tudi to so umaknili in so zbrišali. Zdaj vidimo, da se na družabnih omrežjih dogaja ta politika, zakrivanja tega in in tudi politična, že predvolilna kampanja. Se je lepo, tukaj je en napisal, čeprav Mark Zuckerberg zatrjuje, da ima Facebook neodvisne preverjevalce dejstev, da je odprt za vse perspektive in se ne vmešava v volitve, je nedavna raziskava dostopna na Sky News, skratka se da videti, pokazala, da Facebook financira aktiviste, ki med nacionalnim referendumom zahtevajo cenzuro sovražnikov. Temu seveda prav tako ni izvzeta Slovenija, konkretneje naš medij, čigar Facebook stran je bila uničena že drugič. In pa naprej, tako imenovani Center za preiskovalno novinarstvo, Oštro, pod patronatom zloglasne Anuške Delić, je tisti, ki nas prijavlja, zato prihaja do tega, da nam ukinjajo strani, torej onemogočajo objavljanje, s tem pa seveda širša delitev vsebin preko Facebooka je onemogočena. No in seveda Anuška Delić je temu napisala lol, puši mi kiflu trolčič. Evo, to je vse. To je dokumentirano. Ne more reči, da to ni res. Skratka, in kaj je problem? Problem je to, da jaz in Slovenska nacionalna stranka smo na strani Slovencev, hočemo Slovenijo Slovencem. In zaradi tega nam ni vseeno, kar se dogaja s to cigansko problematiko in ne samo na jugovzhodni Evropi. Jaz sem bil pred dnevi v Murski Soboti, smo snemali eno zadevo in ko sem prišel ven, je stopil do mene ta gospod Muc, ki je
Svetnik, romski svetnik. Tako. In je rekel, gospod Jelinčič, par besed bi z vami spregovoril, sem rekel, ni problem. Ne? In seveda najprej slikanje, pa je da objavil, sem rekel, ne slika, nič hudega, se je treba pogovarjati. In je rekel, veste, k nam vlada vozi ljudi kazati, kako je pušča urejena, čeprav ni, ne? Je tudi tam problemi. Je rekel, ampak, kaj je problem? Okoli pušče so 3 vasi in sicer Dolga vas, Dolina in pa Beltinci, kjer je problematika identična kakor na Dolenjskem. Ampak vlada noče povedati, vlada to skriva, ker hoče pred Evropo prikazati, kakor lejte, mi smo uredili eno zadevo, tam je krasno in fino, ni res. Nikjer v Sloveniji ni svobodno, ne moreš se premikati, najprej te cigani, potem imaš te mlade šiptarje, potem imaš migrante vseh vrst, to je grozljivo. Ni več, v Sloveniji ni varnosti. Mislim, vzanč mi je pravila, hčerka moja, mi je pravila, je šla neki kupiti en burek tja za jest, so jo 3 Indijci začeli nadlegovati. Jaz sem rekel, kaj ga ni sprbila? Je rekla, sem ga 2krat odrinila, on je kar silo vame. Sem rekel, sprej, fok, pa mu špricen v oči. Pa se imaš pravico braniti ali se nimaš? To je grozljivo, kar se dogaja. In potem pa skačejo oni pezdetje od Levice pa od Svobode. Joj, so objavljali, da se mora slovenski narod oborožiti. Mora se oborožiti. Morajo si nabaviti orožje, papirje, dokumente, da se ve. V Ameriki, jaz sem dosmrtni član National Rifle Association of America in dobivam podatke. V državah, kjer se ve, da je orožje lahko doma, je 80% kriminala manj. Naši to skrivajo, lažejo, da to ni res. To so dejstva in na osnovi teh dejstev naredimo to. Zdaj Golob govori, ja, bomo dovolili oziroma da lahko prineseš orožje, pa ne boš kaznovan. Kaj se bo zgodilo? Orožje bojo prinesli tisti, ki ga imajo doma od starega fotra, pa ga je strah, da ga ima. Cigani ne bojo prinesli, oni bojo še dodatno nabavili. Kajti vsi take zadeve pripeljejo do tega, da so kriminalci še bolj oboroženi, tisti, ki bi pa morali biti oboroženi, s tistimi pa ni nič. Ne. Skratka, in v zvezi s tem, koliko je krivde na policijski strani. Jaz sem včeraj dobil pismo, samo 3 odstavke bom prebral najboljš. In sicer to je pobuda za neodvisen pregled delovanja sektorja za notranje preiskave integriteto policije ter ostalih nepravilnosti MNZ. Med zaposlenimi v policiji se pojavljajo resni dvomi o strokovnosti, nepristranosti in zakonitosti delovanja sektorja za notranje preiskave in integriteto. Pol vmes spustim, pa naprej, ta je pomemben odstavek. Posebej zaskrbljujoče so primeri, ko so bili v romskih naseljih najdeni naboji znamke Ruak Action 4, strelivo namenjeno izključno policijskim enotam. Civilne osebe tega streliva ne morejo zakonito posedovati, kar pomeni, da so lahko do njega prišli le preko policijskih virov. Gre za izredno nevarno strelivo, zato bi bilo pričakovati jasno, javno in transparentno poročilo o ugotovitvah in ukrepih. Mi pa sedaj na Dolenjskem stojimo pred takim strelivom. Kdo ve, koliko streliva so policisti zagotovili Romom v zameno za denar? Kdo preverja, koliko si jih sposoja denar pri Romih? Mi pa naj sedaj od drugot hodimo reševati stanje. Bravo! In še tretji, pa spuščam, več zaposlenih poroča o primerih, kjer so bili posamezniki, ki so opozarjali na nepravilnosti, kasneje izpostavljeni anonimnim prijavam, premestitvam ter disciplinskim postopkom. Takšne prakse uničujejo zaupanje in vzpostavljajo kulturo molka, kar je za policijsko organizacijo izjemno nevarno. Skratka, to dela Golobova vlada. In jaz, po mojem mnenju, dela Golobova vlada za nalaž. To ni slučajno. Skupaj z roko v roki z Soroševimi povezovalci in pa z nevladnimi organizacijami in pa skupaj z Evropsko unijo, ki hoče tukaj narediti kaos, razbiti Slovenijo, skregati enega z drugim in potem priti noter s finančnimi sredstvi in pobasati, kar je ostalo, da se pobaše. Kako pa komentirate to, da so zdaj policisti, ki so morali intervenirati ob
uporih, kolesarskih štrajkih pred parlamentom v času Janševe vlade, zdaj pravzaprav so obtoženi, ker so posredovali. Kako to komentirate? Tisti, ki so jih spravili na sodišče in tisti sodniki, ki jim bojo sodili, oni ne vedo, kaj je država. Policist v uniformi je predstavnik države. Napad na takega policista je napad na državo. To se vidi v ameriških filmih, ker policaj da uniformo dol pa se stepe. Kajti drugače je to napad na državo. Ne na državni organ, na državo, oni so predstavniki države. Seveda našim tamle na vzhodni veji oblasti verjetno tega niti ne razumejo, ker tistale naša pravna fakulteta, ki jih uči, to je še zmeri univerza doktorja Edvarda Kardelja, in tam se ne morajo tega naučiti. Policist ima svoje naloge. On mora varovati red in mir znotraj države, tako kot mora vojska zagotavljati mir na mejah države. Tudi tega ne vedo. In jaz pravim, da policisti prav je, da so reagirali. Premalo so reagirali. Premalo. Namreč naj si kaj tazga špogajo v Franciji, ali pa v Nemčiji, ali pa v Ameriki, pa da vidim. Najbolj demokratične države na svetu bi jih razbile kot konje. Pri nas pa mjav, človekove pravice, dotaknil se me grozen, grdo me je pogledal, mislim, z vodo me je šprical, grozno. To ni država. Država mora stati in držati to, kar je treba. In naj bilo to ali za cigane, ali za šiptarje, ali za migrante. In mi, država, ne mi bi bili proti. In skrajni čas, da Slovenska nacionalna stranka pride v parlament, bi morali to zbrisati in konec in postaviti temelje lastne državnosti, ki smo jo izgubljali in izgubili od leta 92 naprej. Vse je šlo navzdol in zdaj tukaj je razvodenelo. In Golobova vlada je pri temu največ kriva. Pa še kar se tiče financ Golobovih, kakšne zadeve se dogajajo, grozljivo. Recimo, je šel minister za finance na Kitajsko, fehtati denar. Ampak tam denarja Kitajci ne dajo, oni niso nori. Oni vedo, kaj pomeni denar in vedo, kaj pomeni biznis. In je izjavil, ki je prišel nazaj, Slovenija bo izdala obveznice v kitajski valuti. To pomeni, da bojo kitajska država bo kupila te obveznice, v višini 10 milijard ali pa 20 milijard, ne vem koliko. In seveda, glede na to, da je Slovenija že do tlele gor zadolžena, mi imamo že okrog 10 milijonov pufa, milijard pufa. In to je v glavnem Golob naredil. In bojo čez čas rekli, no tako, zdaj je rok je potekel, tlele so obveznice, izplačajte. Naša država, ki je finančno uriti in bo še bolj, do volitev bomo še bistveno globje, bomo rekli, ja, nimamo, kaj ne naredimo. Ja, veste kaj, se bomo zmenili, ne? Vi imate pristanišče eno, ja, kaj pa? Ja, Luka Koper. Veste, to je zanimivo za nas, mi vam bomo tisto Luko Koper vzeli, tlele imate pa obveznice nazaj. In bomo izgubili še tisto zadnje, kar je ostalo slovenskega. In kdo bo kriv? Golob in njegovi. Ampak Golob ne bo kriv. On bo pobasal, bo šel nekam v tujino, pa kaj ga briga. Mislim, tako globoko gremo in uničuje se država. Zato še enkrat pravim, nujno, da pride Slovenska nacionalna stranka v parlament, da jim povemo v ksiht, da se ne bo skrival papirje pod mizo, tako kot se zdaj dela. Ampak da bom prišel in rekel, evo, lejte, to so mi zaposleni z policije poslali. Pa mi pišejo še z drugih koncev. Povsod, žal, ne dobim niti enega pisma takega, da bi kdo rekel, tlej pa fajn, tlej pa v redu, kako je dober. Nič ni dober, vse je slabo. Mladi kadri, sposobni, odhajajo v tujino. Kdo prihaja? Mi uvažamo Filipince. Sem slišal, da v Gornji Radgoni 500 Filipincev dela. Ja, Madonna, to so mi tudi gor v Prekmurju povedali. A ja? Lenuhe, ki so z bicikli okrog letali okrog parlamenta, a tisti dobijo pa 600, 700, 800 evrov. Ali, če so pa v nevladni organizaciji, pa dobijo, mislim, milijon na leto ali pa kaj zvem koliko. In to, dokler ne bomo tega ščistili, ne bo nič. Ne bo nič. Red je treba uvesti. In tudi v teh ciganskih naseljih. Jaz vem, kako bi se to naredilo. Tako, kot je naredila nekdanja Jugoslavija.
obkroži se najprej policija krog, potem vojska okrog in se gre noter in se poišče vse. Cigani tudi zakopljajo kakšne zadeve. Pa ne grejo z detektorje, ne iščejo. Ne pa da par dni po tistem, ko rečejo, da bojo poiskali, 4 dni za izjavo grejo delati preiskav. Pa med tem časom so orožje odpeljali že v Italijo in ga že prodali. Ne? Hvala lepa, gospod Jelinčič, za te besede. Glede na to, da se podajate v predvolilno kampanjo, pa se še vidimo. Drži. Hvala lepa. Tudi vam.